Sam kip je izredno precizno izdelan. Gre za nekega kiparja, ki se je izšolal v šležijsko-pruskem okolišu, torej območju, torej gre za nekdanje deželo tega, nemški viteški red, deželo nemškega viteškega reda. In gre za mojstra, ki ga, torej pa delavnica, ki ga zasilno imenujemo po nekem drugem kipu iz cerkve. Ta kip je pa tukaj predstavljen, to je kip svetega Jakoba. Gre za nekega mojstra, ki se je šolal pri nekem mojstru, ki ga tudi zasilno imenujemo. Žal pač v tem času je zelo malo imen izpričanih teh kiparjev, in sicer gre za mojstra Torunske Madone, ki predstavlja oziroma velja za eno najlepših marijnih upodobitev sploh iz srednjega veka. No, naprej, angel iz oltarja Loretske Matere Božje, tudi to je, kot se verjetno že sami ugotovili, izdelek baročnega kiparstva, torej iz konca 17. stoletja. Tudi tu tipična poza, taka razgibana. In v ozadju, tukaj je lepo fotografija uspela, kaj več o nastanku fotografij, mogoče bo potem avtor kaj povedal. Fotografija je namreč kar lepo uspela, predvsem zaradi tega efekta ozadja, zaradi teh vitrajev, ki so pa sicer niso baročni seveda, ampak so rezultat novejših posegov iz 80-ih let prejšnjega stoletja, in sicer je te vitraje izdelala Ida Brišnik in so pač zasnovani čisto moderno, ne glede na to, da je pač cerkev seveda starejša. Potem naprej, Lepa Madona s Ptujske gore. Gre za kip, ki je nekoč stal na eni od konzol na Ptujski gori. Verjetno jo moramo razumeti kot nek milostni kip, milostno podobo, ki je bila posebej čaščena. Figura, torej kip je močno poškodovan, tudi Marija iz Rožnovenskega oltarja je precej poškodovana, manjka roka, tudi Jezušku manjka noga. Pa tudi še kasneje bomo videli tudi Marijo iz Oznanjanja. Namreč leta 1475 so cerkev uprednili Turki in Santomino, ki je leta 1487 opisal to ropanje, je navedel, da so Turki pometali po tleh vse kipe in ob tej priložnosti seveda so se nekateri močno poškodovali, nekatere so popravili, nekatere pa seveda ne. No, in ta Marija seveda je bila še v prejšnjem stoletju pred drugo svetovno vojno v enem depoju na Ptujski gori, no kasneje med drugo svetovno vojno pa so ga prenesli v pokrajinski muzej na Ptuju. Enako usodo, ali pa skoraj da enako usodo je doživela Marija iz Oznanjanja, manjka seveda še angel. Gre pa za nekoliko mlajši kip od teh dveh Marijinih kipov, in sicer gre za skupino iz Oznanjanja, ki je nastala po naročilu Friderika II. Celskega, sina Hermana II. Celskega, najpomembnejšega celskega grofa, ki je bil eden od soustanoviteljev Ptujske gore. In sicer gre za skupino, ki je verjetno nastala v Dunajskem umetnostnem okolju. Gre verjetno za delo neke delavnice Jakoba Kašauerja, to je bil seveda verjetno imena ne poznate, ampak gre za enega izredno pomembnih tedanjih kiparjev na Dunaju, ki je seveda v glavnem izpolnjeval naročila predvsem za avstrijske vojvode. Skratka, takrat je bil to top špica v tistem času. No, naprej, seveda, vhod, glavni portal v cerkev, danes seveda ni v originalni obliki ohranjen. Zgoraj v luneti je danes sicer nameščen en tak zelo plitek relief Marije Zavetnice, ampak seveda ne gre za original, gre za delo ptujskega kiparja Viktorja Gojkoviča.
Simbolično pa seveda ta relief označuje mesto, kjer je bil prvotno nameščen ta relief Marije Zavetnice, ki je danes na glavnem oltarju. No in potem še en relief, oziroma konzola angela, in sicer gre za konzolo, ki je pravzaprav pomeni originalno konzolo iz glavnega portala. Namreč te konzole, ki so danes, ki nosijo ta relief, oziroma to preklado, so kopije. Tako da to je pa originalna konzola, ki je danes hranjena v Ptujsko-Gorskem lapidarju. No, potem tukaj kip svetega Jakoba, zdaj ste iz tistega konca ga najbrž pač ne vidite. No, gre pa za najkvalitetnejšo gotsko umetnino na Ptujski gori, delo tako imenovanega mojstra svetega Jakoba, ki je, kot rečeno, pač se je šolal v delavnici tega mojstra Turnusske Madone, znamenite Turnusske Madone. No, potem, da gre za, seveda, da je Ptujska gora romarski kraj, seveda označujejo že navzven različna znamenja, no eno od teh je Iglerjevo znamenje od leta 1699 na južnem robu Ptujske gore. Gre tudi za relativno značilno baročno umetnino, seveda je močno načel že zob časa, ker je pač izpostavljena vremenskim razmeram, tako da gre pa seveda za tip sočutne pieta. In pa potem še pogled na cerkvene oboke. Kot sem že prej omenil, se Ptujska gora predvsem odlikuje po nekaterih detajlih, po oblikovnih oziroma po stavbni strukturi, po posameznih stavbnih členih. No, in eden od zelo pomembnih je tudi ta obok s to značilno dvojno paralelno obočno shemo, ki pomeni pravzaprav ta na Ptujski gori, kateramo je namreč v častem okrog 1400, je pravzaprav prvi ali pa najstarejši primer izven čeških meja. Namreč ta tip oboka se je razvil oziroma ga je izumil znameniti gotski arhitekt Peter Padler, ki je bil glavni graditelj praške katedrale, pa še nekaterih drugih cerkva po Evropi. Sploh je to ena najbolj znanih stavbarskih familij. Padler, sicer ime pomeni, izhaja iz Palerja. Namreč člani te družine so gradili cerkve v Kelnu, v Štrasburgu takrat, potem Regensburgu, Bernu in tako naprej, skratka tudi na Dunaju, tako da gre za res familijo, ki je najbolj vse zapisana v zgodovini gotske arhitekture. No in Ptujska gora pravzaprav pomeni najstarejši primer tega oboka izven čeških meja, kot sem rekel. Upozoril bi še mogoče na številne grbe, ki so nameščeni v ta temenska polja. Gre za familije, ki so seveda takrat prispevali gradnji in ravno na podlagi tega, in pa še na podlagi nekaterih novih odkritij vemo, da je bil motiv oziroma da je cerkev, ko bi rekel, nastala pač po tej zaobljubi teh najpomembnejših predstavnikov Štajerskega